Dober dan, nazaj smo. To je bil jutrnji program, sedaj pa je čas za pravilno opazovalnico. Ta pravo opazovalnico. Ja. Z vami sva, kot vedno, Anže Tomič Tomo. Ja. Ti veš, da sem jaz tisti, ki si ti prvi dal to ime? Ja. Jaz sem tisti. Ja. To sem se spomnil. Meni je noro, da sem, ne vem, koliko cajta se mi že poznava predolgo. Ja. Do takrat me Ben ni tako klical. A zdaj te bo vsi tako kliče? Ben me. Mislim tako, kažni mi napiše, Tomo. Tomo. To je to. Jaz sem avtor. Ja. Ti si avtor marsičesa, Jure. Ti si avtor marsičesa. Okay, najprej lepa zahvala vsem poslušalkam in poslušalcem. Brez vas tega ne bi bilo. Pa najprej bom prvič rekel, najprej bom povedal admin, potem bom pa še osebno iskreno iz srca zahvalo povedal za vse, ki naj jo poslušajo, za vse, ki naj jo imajo radi in za vse, ki naj jo nosijo v srcu, kamorkoli gredo in karkoli se jim v življenju pripeti. Okay. Torej, ta podcast je zastonj, podpri.si. To, da je Anže srečen, to je tako lukan. Ne, da sem jaz srečen. Ne, jaz sem tudi srečen. To ni joke, ti si že ta. To je zdaj ad acta, se reče temu, v pravniškem žargonu. Okay. De jure, ad acta de jure. Ad acta de jure. Okay. No, to se je poklopil. Tako, okay. Zdaj pa. Lepa hvala vsem po eni strani. Za vsa pisma, spet so prihajala pisma, tokrat tudi iz bolj odročnih vasi, kot je Račja vas. Hvala, pozabil sem, kako mu je ime. Juri je poslal sliko table za Račja vas. To je treba povedati, ful hvala. Tokrat tudi iz Adergasa. Adergas. Ja. Tudi to je že praktično skoraj izumrla vasica, ne? In tudi tam je prišlo pismo. Tudi tam, ker so vsi že mrtvi. Ja. Evan posluša opazovalnico. Okay. In hvala za to tudi, hvala za to podporo, hvala, ampak po drugi strani vam bi pa rad pa nekaj povedal. S temi dobrotami, dobronamernimi hvalami, s temi srčki, s to telepatsko ljubeznijo, na naju izvajate samo strahoten psihološki pritisk. Kaj ti vedno znova sva pol v strahu, a bova uspela obdržati to ljubezen praktično. Ne bova. Enkrat se bo to prevesilo v sovraštvo. Tako. Ker jaz ne vem. Tanka je črta. Jaz poznam veliko stvari, veliko scen, kulturno-umetniških, recimo gledaliških, recimo poznam angleške serije zelo dobro in vem v marsikateri sceni. Česa ti ne veš? Ja, jaz ne pomnim, da bi ena stvar uživala takšno univerzalno priljubljenost kot, čakaj, da povem do konca, kot opazovalnica. Mogoče Dino, kaj pa vem, Reinhold Messner. Ja, tam. Čeprav tudi on, brez kisika na Mount Everest, dede nehi. Kaj bo šel po trepalnicah gor, prekleti jodler. Kar žalo, ni važen. Reinhold Messner ne. A lahko jaz zdaj povem za to naslednjo rubriko, ki je dobila upgrade, kaj se je zgodilo? Povej vse poslušalke in poslušalcem v zvezi s tem. Pa imejte v mislih naslednjič, da ne boste preveč hvalili, ker ti že tu preden začneva snemati, zelo lepo vidim, da se roke tresajo. Pritisk, the pressure is real. It's real. One has to deliver. V glavnem, zdaj nadgradila sva to rubriko Opa Help, to je treba povedati. Zdaj, če greste na aparatus.si poševnica Opa Help, je tam obrazec, Google obrazec, kamor lahko kdorkoli napiše kakršnokoli vprašanje. Mislim, da Keso napisala, da lahko ljubezenske težave, je res. Tako. Potem službene težave, je res. Tako. Kakršnekoli težave imate, tako bova kot teta Justi, saj nas dva strica, kar je dosti bolj creepy, ampak tako je življenje. Grozno. Stric Jure in stric Anže. Tako da, to je to. Liable. Tako, bi pa, preden nadaljujemo, seveda pa rada povedala, da so odprte spet telefonske linije, tako da, kdor bi rad poklical in povedal, kje je. Kaj je delil, kje je kakšen radar? Še vedno, zakaj? To je vedno dobro vedeti. Telefonska številka pa je, Anže, povej. 030 740 156.
Tako, to je telefonska številka, na katero lahko pokličete in boste prevezani takoj v eter. Tako da, če vas ni strah, če ste. Ja, pa bote normalni, prosim. Ja, tako da, če veste radar, če ne lahko samo pozdravite. Veste, česa si želite slišati. Ali pa, tako kot Opa Help, kakšno vprašanje. Tako. To je pa največ vreden. Tako. To je pa največ vreden. Je pa preden zares začneva. Ja. Pa Opa Help. Opa Help. Tako. Kaj zares? To je zares začeti. Ja, zate. Ja, jaz že spet ne vem, kaj se bo danes dogajalo. Ne, nič se ne dogaja. Slutim, glede na to, kaj si prinesel s sabo. V glavnem, evo, tole je Nate napisal v ta obrazec Opa Help. Ja, to je vprašanje, ki so prišla tekom od prejšnje epizode. Več ali manj. Unika hočete jih, ne bomo do vseh prišla, jih bomo kakšne kasneje uporabljali, ampak res štejejo pač ležito vprašanja. Če hočete samo biti smešni, je zelo malo šans, da prijete v epizodo. To samo že bere. Pozno po noč, ko vse maile gre čez, ko vse newslettere prebere. Tako da Nate je imel prvo vprašanje. Nate? Živijo, kakšno je vajno mnenje o tetovažah? Če bi morala drugemu izbrati motiv tatuja, kakšen bi bil in zakaj? Pa je še nekaj napisano, ampak to je dosti ležito vprašanje. Se pravi, prvo samo, kakšno je tvoje mnenje o tetovažah? Ja, zdaj tako. Mislim, kakšno je tvoje? Kakšno je moje? Moje je v bistvu to, da jaz ne bi, če bi si že dal, nekaj pač, kar mi ne bi bilo čez 5 let žal, to je pa zelo težko doseči in zato nič nimam. Spoštujem pa folk, ker sem že videl ljudi, ki so imeli legit tatuje. Meni se zdi edin legit tatu, recimo nekoga, ki je bil vojak, pa ima neko cifro vojaško ali pa Hakenkreuz, se ni važno kva. Važen je, kaj ima. Vsak ima svoj simbol. Ne. Dobro, ja, se vsi obsojamo. Hakenkreuz. Kdo bo imel Hakenkreuz? Lahko ima svastiko, budistično. Ok, naprej. Ja, se pravi, če si vojak, imaš lahko tu, drugače pa ne. Ja, ti se mi zdi, da se lepo postara, tako kot si rekel, ker to je edina stvar, kar bi mene skrbela. Ja, da ti je pol čez 5 let, kva sem si pa to dal. 60-letna gospa, dober dan, slečite se prosim. Oh my god. Kaj imate pa vi to? Okay. Ja, to je pa starih let. Z mladih let. Tist ne bi, tist bi me motilno. Okay. Čeprav tatu zna biti seksi. Zna biti, kje so ti najbolj seksi? Zdaj, pa to pa ni late pa night. Na ženskah in na moških poveš. To pa ni late night, ne? Kaj bi pa zatirat? Umetno ratinge zbišval? Krajev, a se spomniš nekoč, ko smo rekli, kar dosežem, to pobrijem. Ja. Posod je lahko tatu. Ja. Kje je najbolj seksi tatu, ki si ga videl? Sem kje je bil, ni treba povedati, kaj je bil, ampak kje je bil najbolj seksi tatu, ki si ga videl? Kje je bil najbolj seksi tatu? Ja. Po mojem, nekje na nogi. Na nogi? A se ti ne zdi? Moš še kaj zvedel? Ne, ker vse ostalo je vulgarno. Vulgarno pa ni zanimivo. Ja, ok. A veš, razvlečeno pa te zadeve. No, ok, v glavnem. Vulgarno. Bodimo ne vulgarni, no se nismo. Okay, Reinhold Messner. Kam bi dal meni ti tatu? Kam bi dal te tatu? Jaz imam full odgovor, kam bi dal te tatu. Ja, thanks, ok, zdaj boš spet na moču. Ne bom te. Ne, jaz sem zdaj realno povedal. Ja, povej. Kakšen tatu bi dal, pa kam? Tebi. Ja, meni. Tebi bi dal... Nekaj me tako gledati. Vse te ne gledam. Malo ne gledaš, tako sem povem. A veš, kjer tatu bi ti dal? Ja. Samo okoli vratu, tist, ki ga imajo tiste jakuze. A veš, ker si že tako visok. Jaz sem imel isto idejo zate. Zato, ker si na TV-ju, imaš non-stop te srajce, v te tvoje duši, pač rekelce pa to, ne? Tako prosim. Ni važno, na glavnem. In bi ti dal tudi na vrat, tako da bi mal ven gledal. To si jaz hotel zate. A ne, preveč se družba, to je tako slabo. Ker vem, da si čist kontra od tega. Ja, se to. Ti si kontra človek temu. Ja, in bi ti tako dal, in pa, ker bi bil v oddaji, kakšni pač, ali pa svoji, pač na TV-ju, in bi tako razlagal, in bi sam mal neki bi čestko, pa tako bi bil motiv narejen, da bi nad, recimo, vratnik, ne, en krempel gledal, ali pa nekaj nerealnega. Ker oni imajo v bistvu, mislim, da cel telo potetovirano. Jakuze. Ja. Ti res marsikaj veš, marsičem. Kličte 030-740, a ne vidite, da se preveč hvalimo. Ne, res, telefon ne zvoni. Ja, hvala Bogu, vse prav, to mi je všeč. Glavno, ali če sem narobno cifro povedala, veš, to je tudi še enkrat cifra povedala.
Kristus, no da gremo cifra povedati, zdaj enega bolgega človeka kličejo. 030 740 156, ne, to sem povedal. Amben noče klicati, to je več več. To je cool. Pa Hans v chatu sam prav, da tramp stamp tribal tattoo, ne, ti snadritijo. A to je tribal? Ja, ne, sam lahko tribal vzorc ali pa delfinčka ali pa metuljčka. Zame. Ja. Če to bilo hodo, da bi ti imel delfinčka nadritijo. Ja, pa kdo pa pol to videl? To pa, jaz sem lahko, zdaj pa ne vem. Ne, shut up. Ne, pa kva, se lahko ženska to vidi, se so tudi te roleplaying, kaj pa sem, kva se ti greš. Jaz sem te imel pa za familiarno. Ne, tole, kar pa zdaj tle gledam, to je vse, je benti in tribal in tebe. Ja, v glavnem, a bova zaključila zdaj z Opa Help in greva na osrednjo temo? Tako, osrednja tema lahko. Rad bi samo povedal Belodani, da vsi, ki so še poslali, da tudi bodo, da to ni. In še enkrat, greste, tudi če tole poslušate kot podcast, ne zdaj live, greste na aparatus.si pošiljka Opa Help, tam noter je obrazac in lahko postavite vprašanje in bova mi dva odgovarjala. So jih celo dejansko kar ne par dobrih dobila že zdaj. Zdaj pa, glede na status, ki ga je opazovalnica dobila v bistvu po že prvi epizodi, pa sva se mi dva temu spremenila. Sej ni bilo vprašanje, to se mora pa zdaj metamorfirati v nekaj. To je že bilo od začetka. Jaz večkrat poslušam podcaste na mreži Aparatus. Ja. In opažam, da ima sumljivo velika količina teh podcastov intro. Mi dva ga pa nimava. Ja. Recimo podcast OBOD ima vrhunskega. Tisti je hud komad. Lepo. Drugače je obod. Ja, jaz mislim, da je kratica. Če je pika, pa je zame kratica. Okay, tudi ne rečem FBI. A si donga agenta iz FBI? Kaj pa CIA? CIA, jaz rečem CIA. Izvini, verjate. FBI. Izvini. Pa jaz tudi ne rečem SOVA, rečem SOVA. Ne, sem mislim, da sova je dejansko sova. Ja, mislim, da je. Jaz sem za logo. Sem je res. Obveščevalno-varnostna agencija. Nekam velik veš. Si imel že opravka s sovo. Sploh ne bi presenetalo resnic. Intro v glavnem. Tako da bom rekel, jaz ne morem biti del več tako neprofesionalno zapakiranega projekta, kot je podcast brez intra. Ja. In danes bova dala poslušalkam in poslušalcem ene par introv za poslušati, ki jih bova zdaj v živo izvedla. Jaz sem pripravil 5 introv. Za opazovalnico. Nisi sam lahko jaz sam povem, kaj se dogaja. Dejansko je šel kupiti nek synthesizer od Casiota. Ja, zato da bova imela glasbeno spremljavo, da mi lahko spremljal, da bova zapela intro in bojo povedali poslušalci in poslušalke, katerega... Ampak kaj pomeni, da si pripravil jih 5? To ne razumem. Stilno. Pa 5 stilov sem pripravil, iz katerih bova izvedla. Umaknem si kabel, tam da te nav kabel. Ja, tako. Ta prvega, ki ga bova izvedla, bo klasicistično obarvan. Tak bolj crkven. A je prav? Ja, reda. Tako, šel bo pa tako. Zdaj najprej bom sam boš pa ti pomagal. Kaj ti bom pomagal? 5. Okay. Gre pa tako, z lestvico se začne, telemanovski je tako. Opa, 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 opazovalnica, opazovalnica. Živel moj deški glas, zdaj pa skupaj. Jaz to ne morem. Jaz imam najmanj posluha. Veš, koliko imaš ti posluha, jaz ga nimam. To boš pa že zmogel. Ne bom, res ne. No, dej, ajde. Sam lestvico se mi pridruži. Opa, 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 opazovalnica, opazovalnica. Za to skladbo glasujte na telefonski številki 030 740 156. Ja. Naslednja je pa, bova pa naredila kot variacijo na Laibach. Ti reč, opa, tan. Jaz rečem, ta je druga. Ti sam reč. Kdaj? Sam povem, kdaj mi začnem. Kaj boš hotel? Tle imaš ritem. Jezus.
Opa! Ta, 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 ta. Opa! Ta, 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 ta. A to je to. Ja, to ni to. dobro. Ne, ta prva je bila bolj zaenkrat. Res? Mislim, da ta crkvena zmaguje zaenkrat. Ja. Čeprav ta ima prezenco. Ta boben. Ja, res, kvalitetna oprema. Jaz bi samo rad vsem poslušalcem povedal, ki tole poslušajo, da sem dejansko s tretjim mikrofonom ozvočil ta synthesizer od Casija. No, zdaj gre pa tretja verzija, je pa narodno zabavna. A poznaš super. Tisto pesem, ki gre? Jaka, kaj je? Lojtro brž. No? Ne. Si ne rabiš. Ti sam reč, kaj je, ko bi jaz rekel Tomo. Ne more biti Jaka, zakaj ni Jaka? Ne, ker je Tomo. Mora biti Tomo. Ker je Tomo. Okay. Tomo! Kaj? Snemaj brž. Opazovalnico. To je tak. Ne vem, če ni ta v vodstvu, kar se mene tiče. Moram reči. Kaj je? A kaj je? Tomo! Kaj je? Snemaj brž. Jaz mislim, da bo ta ostala. Ta bo, a misliš, da bo tako. 5 jih pripravil, ne prehiter, zdaj moraš še 2. Še 2 moraš. Ta je pa rap, ta je malo. Prosim, pazi, kaj govori zdaj. Zdaj sem malo podoživel. A kaj podoživel, kaj? Mojo figuro poslušalcev opozovalnice. Okay. Dej me malo vajba, dej. Ne, v redu je. Ne, zibaj se malo do tega. Zibam. Ja. Zibam. Ok, 3, 4, 5 in 6. Me vprašam, kva delam, a službo sploh bom dubu. Sem rekel, ne, sem se v opazovalnico zaljubil. Opazovalnico poslušam, cele dneve tako zafušam. Aha, Godler in Tomo, zanima se veden je kadilo. Dal jima bom še svoje socialno nadomestilo. A to je, veš kaj je to? To je v bistvu jingle za /podpri. Ne, to je zelo dober rap komad, by the way. Ja. Ker to je, a viš, da ima tri delnje, ne? Prvi je me vpraša, kva delam, ja. Bom sploh službo dobil, ne, ker pač to je poslušalec, ki nima šihta in je študent faliran. In opazovalnico poslušam, cele dneve tako zafušam. A veš, on se zaveda? Da fuša, cele dneve posluša. Ja, opazovalnica. Je pa le 72 delov, ne moreš to poslušati v 2 urah. A pa si opazovalnica tudi porimal? S čim? Ja, ne vem. Opazovalnica je, ker sva midva izbirala ime za opazovalnico, ja. Se nisva sploh zavedala, kako zafukanje, če imaš 6 zložno besedo. Za ime, ja, to se mogoče strinjam. Ja. A ne? Okay, to je bilo zdaj 4, a sem prav preštel? To so bili, ne? V bistvu 4, ja, to je to. Imaš še kakšno? Ne. Rekel si, da jih imaš 5, ja, ena je še rock'n'roll, ampak to je, čutim, da najna publika ni rock'n'roll. Zakaj ne? Ne, niso to rock'n'roll. Po moje je bolj... Tomo! Ja, Anže, ti se moraš naučiti, ko jaz rečem, Tomo! Kaj je to? Okay. Snimaj brž. A veš, to je. Jaz mislim, da bo ta ostala. Ta bo ostala. Tomo, kaj je? Snimaj. To je skoraj kaj Jože požen, a ni? Več ali manj. Joco hud? Joco. Joco. Drugač, eden je že napisal v chatu, da hočemo rock'n'roll, tako da ne vem. Ne, lahko naslednjič, lahko tizava, lahko mogoče naslednjič. Ne, pa se tiz bi bilo pač tako. Tiz bi šlo tako. Pa sem mislil, da bi sem ti nekaj hropel zraven. Tukaj hropem. Ja, mislim, da tvoj. Ostaneva pri narodno zabavni. Okay, jaz bi, sam za moje pojme, jaz bi sam rad slišal to cerkveno še enkrat. Aha, ok. Brez da se jaz smejim. Jaz bom prav izklopil svoj mic, čaki. Ja, a pa ne boš ti pel zraven? Ne bom pel zraven, ne, hočem imeti sam en clean posnetek tebe. Jaz sem samo maknil, tako da te cerkveno prosim. Tako da, dame in gospodje, Jure Godler, opazovalnica, intro. Opa, opazovalnica.
opazovalnica, opazovalnica. Hvala. Hvala za to. Jaz, ne vem, včasih mi je ta boljš, ki te treta. Tomo, kaj je? Snemaj brž. Oprosti. Oprosti, ja. A raba še to klin. No, če bo še malo zabit čas od poslušalcev. Ja, Dunja je napisala, prva samo če jim že zraven poje. No, sem rekel, da se mi moraš dati lirikse v roke. A veš, če ne šteje. Pa se je sam, kaj je? Snemaj Ok, v redu. Mislim, jaz mislim, da je to lahko naredivo izmenjaje. Pa enkrat ena, enkrat druga, lahko jih tako natrajamo. Ja, to ni. Pa mogoče še kakšno novo. Tako da en je napisal, 3 za intro, pa 1 za outro. Za outro je rap, to je dejstvo. Za outro je rap. Kaj pa? Ne bom. Ja, lej. Ne morem. Mi je pa všeč, kako znaš. Zdaj pa lej. Jaz sem sicer mislil, da bi mogoče še en opa help naredila, ker glih tok cajta še malo, ampak v bistvu ne bova, bi pa jaz izkoristil to, da imaš ti pred sabo praktično klaverne. Ta obseg je zelo majhen. Zelo majhen, ampak kaj lahko zaigraš zdaj za ljudi? Kaj lahko zaigraš? Poslušaj me, ljudje tole poslušajo na telefonu, imajo slušalke v ušesih, hodijo po ulici. A zdaj? Tepe jih dam. Zašto je? Zdaj pa... da bomo opazovalnica poslušali, da me razveseli. Zdaj so že slišali, kam bi si dala tatuje. Slišali so 4 intro komade. Ne? Zdaj pa tako, za mir v dnevu. Če so zjutraj v avtu pa poslušajo, bojo zdaj slišali en miren komad, en miren klasičen komad, ki ga boš ti igral na synth. Ne? Tega niso bila zmenjena, zato mi je tole kar všeč. To je ena stvar. Če popoldne poslušajo, so bili cel dan na šihtu, dolg je že dan in bojo zdaj že spet sproščeni, ker boš ti zaigral na Casio synthesizer, ki ga je danes kupil in prinesel, en klasičen komad. Zdaj pa, povej mi, kaj boš zaigral, da te lahko napovem. Chopin preludi, ali je, ne vem, kaj je to, mislim, da je preludi. Preludi, Chopin preludi, to znam reči, to ga itak nam znam reči. Mislim, da je en preludi to, ali je... En preludi od Chopina. Ali ne vem, kako se imenuje, vem, da ni... Mislim, da je preludi za klavir. Okay. No, marš za klavir. Marš za klavir. Okay, tako da. Počasen sicer, ampak je pa marš. Dame in gospodje, ki tole poslušate, Jure Godler na Casio synthesizer, ki je stal koliko? 50. 50 evrov. Okay. Bo zaigral marš za klavir od nekega modela, ki se piše Chopin. Posebno obvestilo, v okolici Savskega naselja se še vedno giblje izrazito nerazgledan moški. Prosim, pazljivo. Hvala. To je bilo za sprostitev? To je bil Toten marš, by the way, nisi opazil. Ne. Ja. Kaj je bilo to? V okolici si še videl. To je bil mrtvaški marš za na pogrebe. Ne, nisem opazil. To se pravi, to ni od Chopina. Je od Chopina. Je od Chopina. Jaz sem vedel, da je nekaj od Chopina. Nisi opazil. Jaz kot razgledan človek sem vedel, da je nekaj od Chopina. Tega pač ni na Instagramu. Pa na Defocus.net. V glavnem, zdaj pa čisto za konec ena mini tema, ki mislim, da jo morava, ker če ne bova tega omenila, naj bojo linčali. Ful hvala. Kaj? Ne vem, kdo je Lilu Otom, to sklepam, da ni pravo ime in primek, ne, je v Facebook grupo objavila iz Eventima eno slikco, ne, kjer piše, zdaj bom pa jaz to prebral, ker Jure nič ne ve o tem, sem ga prej spraševal. Pripravlja se nekaj posebnega, spektakularnega, si drznete pogledati? Glavni protagonist festivala Erotic Land prihaja ikona evropske zabave za odrasle. 29. in 30. november v Celju, Rocco Siffredi. Se pravi, Rocco Siffredi,
pride v Slovenijo mnenje. Ne vem, kaj moram kle vprašati. Ja, dosti je prbit v glavo, ne, da pride v Slovenijo. Ne vem, kaj bo tle. Ja, a bo šel? Ne. Kam? Okay, na sejem? Ne na sejem. Sej mogoče lahko pokličemo pa rečemo, hej, Jure bi rad spoznal. Pa nisem jaz ženska. Kva če? On zih prišel kaj na filat tle. Ja, no, pa kaj zdaj? Ne vem, jaz predvidevam, kaj neki bo. Mislim, ne. Ja. Se pravi, kaj večerni bo vodila Bernarda Žan pogovor z njim? Ne vem, na temu pač Erotic Land je očitno nek sejem, ali kaj, sploh ne vem, kaj je to, prvi spovedan. Ampak prihaja ikone evropske zabave za odrasle, sem mislil, da pride Jure Godler. Jaz pravim, bežte od njega, ne? Ta tip je tank. Ne vem, če si že kaj gledal. Jaz mislim, da je to kvečem slaba novica. Jaz mislim, da je 1991 all over again. Ja, okay. 10 dni osamosvojitve, veš videl, ko bo Roko upravil Slovenijo. Okay. Slabo. Ker slabo. V glavnem... Milil so nasti. A bojo poslušalke in poslušalci šli? Ja, ne vem, ljudje predlagajo, da živo opazovalnico z Rokotom, ne, da je treba. Ja, da ga povabimo v goste. Za gosta bi pa res lahko prišel. Nekaj obljubljati, to se nam zgodi. Kako bomo videli, da tega prišla? Ne, pa pač pišeš na Eventim. Halo Eventim, haj, poglejte moje view figures. Anže Tomič, opazovalnica.com. Mislim, podpri.si. To so moje reference, kva so tvoje? Kdo si pa ti? Roko ne pride sem zdaj. A veš, s kom govoriš? Kristus. Ja, ne vem. V glavnem, prosim, povej admin za konc. Ta podcast je, ugotovili ste, pod prifika.si. Ja, res je zastonj. Klicu ni pa nobeden. Nič 3, nič 7, 4, nič 1, 5, 6. Ja. Njih toliko je še časa, da lahko zaželite nasvidenje. Ne, hočem povedati, zapomnite si to cifro, pa imejte resno vprašanje. Res, če pokličete, pač bomo spustili noter, če bo normalno vprašanje. In pa res ne pozabite aparatus.si poševnica opa help, tam je obrazec in lahko pustite vprašanje, karkoli vas stare in bova probala odgovarjati. In nisi povedal, katerega pa pride tale Roko? Novembra, 29. pa 30. novembra, mislim. Aha, pa je še čas. Je še čas, zakaj? Da pride v opazovalnico. Ja, pa ljudje imajo prav neki, pa eni pravijo, da te je mal naroden, pa ljudje pravijo, čas smo poslušali 15 minut hvalospevov, ne. Zdaj pa ga nočeš tudi pogledati, ne. Človek bo dejansko v isti državi. Čak, jaz imam isto mnenje o njem. To je dosti blizu teh tvojih Salzburga, tvojega, ne, Celje. On je umetnik še vedno zame, največji. Največji umetnik. Tako, Chopin, go home. V istem košu kot, ne vem, Evelyn Waugh. Ok? Ali pa Graham Greene, pa Mozart, Joyce, Roko, tam. James Joyce, Roko, to je to. Ja, oba sta dala kri svoje delo. No, Roko, kaj drugega. Kaj, glavnem. To pa moraš še enkrat, Lajbah, to pa moraš. Kaj moram že reči? Lajbah, ja. Ne vem, naskok podcast ali kaj. Opazovalnica je to, Anže. Vem, pa kaj moram reči? Pozabil sem, kaj moram reči. Ja, opa. A je opa, valjda. Mislim. Opa. Opa. Ja, pa ti si nič ne zapomniš. Mislim. Kristus. To je bilo to. Hvala vsem, ki ste prišli na YouTube. Zdaj mislim, da res kar deluje tole. Sem se malo naučil. Naslednjič pa video, je tako? Nekaj obljubljati. Bi pa povedal vsem, ki poslušate tole kot navaden podcast, se pravi ne v živo. Če bi radi kdaj v živo poslušali, se naročite na moj kanal Anže Tomič na YouTubu. Je tudi link na aparatus.si pošiljica Eter. Pa če date zvonček, so mi zdaj ljudje rekli, da dobite opozorilo, ko se tole vse skupaj začne. Tako da, lahko da ne zamudite, pa YouTube dosti bolj dela na telefonu, kot sistem, ki smo ga imeli prej. To je bilo samo na koncu malo admina, zdaj pa zato, ker ste tale admin poslušali, bo pa Godler še enkrat naredil rap verzijo
opazovalence. Tako da prosim, Jure Godler, avtor opazovalence. Me vprašam, kva delam, a službo bom sploh dobil. Sem rekel, ne, sem se v opazovalnico zaljubil. Ne, pač reperi delajo tako, da stokajo, kad jim paše. Kada pašejo sami sebi. Okay. No, se vsi pašemo sami sebi v enem določenem momentu. Okay, če komu pašemo sebi. Ja, no, ne vedno, v določenih momentih. Okay. V določenih momentih tehnike, ki so nas spodbujali. Godler in to. Zanima se vedno kadilo, dal jim bom še svoj socialen nadomestilo. Ta kadilo nadomestilo. Ja, Kako sajta si ravo? Ne, se to je lepa rima, pa ta ritem sem narobe zbral, sorry. Ja, ne, v redu. To je to. No, daj, ajde. To je to, ne, pač to je ta ritem, ja. Zmenen. Hvala, ker ste poslušali, to je to. Adijo.